Je Kaspa res rešena? Nekateri kažejo s prstom na ta zadnjo rast, ampak ali je to to? Dajmo si pogledati v tem videu. Ok, Kaspa, kje smo ostali? Če se morda spomnite iz prejšnjih videov, smo mi spremljali te dva vzorca. To sta dva naraščajoča, razširjajoča klina, ki sta medvedja vzorca. No, in pred kratkim, pred približno kakšnim mesecem, smo tukaj prebili spodnji meji obeh vzorcev. In dotaknili smo se te meje na 10 centih, ki je očitno zelo pomembna. In kaj se je zgodilo? Na tej meji so se našli kupci in smo dobili to veliko zeleno svečko in se tako vrnili nazaj v vzorec. Zdaj, ta glavno vprašanje je, ali je Kaspa rešena? Zdaj, očitno smo imeli tukaj lažni preboj, ampak še vedno to ne spremeni dejstva, da se mi nahajamo pač še vedno v tem medvedjem vzorcu. Poleg tega dosegli smo vse do tukaj gor tole mejo, naokoli 18 centov, in tukaj so se našli prodajalci in ti prodajalci očitno prodajajo še naprej. Tukaj zdaj trenutno delamo podporo na 14 centih in bomo morali videti, če bo tale meja vzdržala. Kdaj bi bila Kaspa šele rešena? Po mojem bi bilo to takrat, ko gre čez tole zgornjo mejo tegale vzorca in na njej naredi podporo. Torej, če gremo gor in na njej naredimo podporo in potem lahko šibamo naprej gor. Zdaj, malček je problem, da ta meja tudi vedno bolj raste. Recimo tam, kjer sem jaz začrtal, je to zdaj na 25 centih. Tako da bo to treba vsekakor spremljati. Kar se tiče RSI-ja, tukaj na tedenskem grafu ne vidim nekih posebnosti, morda bi se tukaj lahko tole interpretiralo kot skrito medvedjo divergenco, ampak enostavno nimamo tukaj višjega vrha ali pa vrha na vsaj enaki višini, kot je tale vrh, tako da tega trenutno ne upoštevam. No, kot sem rekel, ta glavna meja zdaj je tukaj na 14 centih in potem imamo spet tole mejo, to spodnjo mejo tegale našega naraščajočega, razširjajočega klina, ki se trenutno nahaja tam nekje na 13 centih. In potem, če te meje ne zdržijo, imamo tukaj naslednjo na 10 centih, ki je zelo pomembna, ker če bi jo slučajno izgubili, lahko pademo vse do 5 centov. Mogoče je malček tudi nevarno, ker smo jo zdaj zadeli že kar nekajkrat in večkrat, ko jo zadanemo, več je možnosti, da se prebije. Vidite, tukaj smo jo zadeli kar nekajkrat, pa še tukaj in spet nazadnje. Tako da to bi bil moj bikovski scenarij, da končno prebijemo tole zgornjo mejo, naredimo na njej podporo in na to bi šele imeli možnost za nadaljevanje rasti. Moram pa priznati, da je bil volumen ob tej svečki, ob tej odbojni svečki od 10 centov kar precej velik. Tako da vsekakor možnost je tudi tukaj za bike. Dajmo si zdaj še pogledati dnevni časovni interval, da vidimo, če imamo tukaj kaj drugačnega. In ja, tukaj smo imeli mi tole zadnjo rast in kot vidite, smo imeli tudi medvedjo divergenco. Tukaj smo imeli vrh in nato višji vrh, medtem ko RSI pa je naredil tukaj vrh in nato vrh na nekje približno enaki višini. In ta medvedja divergenca se zdaj izvaja. Kot sem rekel, bo pa zdaj treba spremljati tukaj tole mejo na 14 centih, če bomo tukaj naredili dno. Ker če slučajno tukaj naredimo dno, potem se nam izriše skrita bikovska divergenca. To je, ko imamo dno
in nato višje dno v gibanju cene, medtem ko RSI pa naredi dno in dno v isti višini ali pa morda celo nižje dno. Tako da tukaj ta situacija bo vsekakor vredna spremljanja. In v primeru rasti imam tukaj začrtane že meje, ta prva je tam nekje na 17 do 18 centov in naslednja je na 19 centih. To bomo vsekakor spremljali še naprej, tako da ne se pozabite naročiti na kanal, da ne boste zamudili kakšnega videa. Rad bi se zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. In če slučajno želiš tudi ti biti eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda v zameno za podporo dobiš tudi dostop do dodatnih vsebin. Ena je dostop do dnevnika tehničnih analiz. Preko ta drugega, ta višjega paketa pa dobiš dostop tudi do Discorda, kjer tudi na manjših časovnih intervalih spremljamo kriptovalute in tako dobiš v bistvu še boljši vpogled v tisto, kar dejansko gledam. Poleg tega pa imajo patroni tudi posebne ugodnosti na moji spletni trgovini. Vse, kar so namreč prispevali do časa nakupa, lahko uporabijo kot dobro imetje in nekateri patroni lahko tako celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Črni petek je in za vas imam tukaj 20% popust na vse. Torej vsi indikatorji so zdaj znižani za 20%. In imamo tukaj naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah. In tukaj je tudi ARI, oziroma Asset Rotation Index, to je indikator, ki vam prikazuje, kam na kriptotrgu se pomika denar. Ali se pomika v Bitcoin, ali stablecoine, ali altcoine. To je v bistvu kot neke vrste mapa, ki vam prikazuje, kam se pomika denar. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In zdaj tudi mene zanima, kaj si vi mislite o teh tehničnih analizah. Se strinjate z njimi, se ne strinjate z njimi, ste morda vi opazili kaj drugega? Karkoli že je, napišite spodaj in začnimo debato. Seveda bom vesel tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. In obeta se še ogromno videov, kot očitno kaže, bo kar zanimivo na področju altcoinov, tako da ne se mi pozabiti pridružiti oziroma naročiti na moj kanal, ker samo tako ne boste zamudili nobenega mojega videa. Torej, najboljše je, da se naročite in nastavite obveščanje. In samo tako vas bo YouTube tudi obvestil o novem videu. Tako, zdaj pa vam želim še lep dan naprej in se vidimo v naslednjem videu.